Uspešen nepremičninski agent, svetovni popotnik, žena in mama. Zdaj obtoženec za umor. Zadnjih 14 let je očitno živela na polno. Torej, po navedbah policije v Teksasu skriva temno skrivnost že od leta 2012. Sodni zdravniki okrožja Tarrant so kasneje ugotovili, da je bila zabodena več kot 100-krat. Policija pravi, da naj bi bila domnevno hladnokrvna morilka. Usodna napaka, ki naj bi jo naredila ta mama, zdaj osumljenka umora in za katero policija pravi, da je pomagala razrešiti več kot 10 let star nerešen primer. Spremljate On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Svoje preteklosti ne moreš ubežati, še posebej, če je tako domnevno temna, kot je preteklost teksaške nepremičninske agentke z imenom Mayra Velázquez. Za zdaj je njen dom okrožni zapor. Morda nikoli več ne bo svobodna. Obtožena je hudega umora. Zdaj mislim, da lahko to vidite v njenih očeh, ko pogledate to policijsko fotografijo, da njeno življenje nikoli več ne bo enako. Ampak se morate vprašati, ali so to solze nekoga, ki je bil po krivem obtožen, ali pa so to solze morilke, ki ni mogla več ubežati posledicam za to, kar naj bi storila pred več kot desetletjem. Naš detektiv za umore je prejel klic FBI-ja, ki mu je sporočil, da je postopek IGG identificiral morebitno osumljenko 42-letna Mayra Velázquez. Bila je tesna prijateljica žrtve, ki je živela le nekaj kilometrov stran od kraja zločina. S temi novimi informacijami naša enota za umore je začela nadaljnjo preiskavo gospe Velázquez. Maja, uspeli so pridobiti vzorec DNK iz zavrženih smeti in poslali smo ga v našo kriminalistično laboratorij za nadaljnjo analizo. Laboratorij je ugotovil, da se DNK ujema s kapljico krvi, najdeno na prizorišču zločina. To je del novinarske konference, ki je bila danes prej v Arlingtonu v Teksasu, kjer so naznanili aretacijo Mayre Velázquez. Zdaj se zdi, da je osumljenka za umor od tistega dne, leta 2012, živela razkošno življenje. Na njenih družbenih omrežjih je videti, kako potuje po svetu. Pariz, Jamajka, resnično živi sanjsko življenje z družino ob sebi. Zdaj vam želim razložiti, kako je prišlo do tega starega, nerešenega primera in kaj naj bi Velázquez pustil za seboj, kar je policiji pomagalo razrešiti primer. Želim, da spoznate žrtev v tej zgodbi, Irosemo Chavez. Stara je bila 33 let, ko so jo januarja 2012 našli zabodeno do smrti v njenem stanovanju v Arlingtonu. Policija pravi, da je bila zabodena več kot 100-krat. Eden glavnih dokazov je ta posnetek iz noči njenega umora. To je posnetek varnostne kamere, za katerega policija pravi, da prikazuje temno postavo v trenirki, ki se vzpenja po stopnicah do stanovanja Chaveza. Vidite lahko, da ima oseba glavo sklonjeno. Zdi se, da poskuša odpreti vrata, vendar potem samo čaka. In po približno minuti vrata se odprejo in vstopijo noter. Družinski člani so naslednje jutro šli preveriti Chavezovo in so jo našli mrtvo. Kasneje so zdravniki okrožja Tarrant ugotovili, da je bila Chavezova zabodena več kot 100-krat. Prijavili so, da iz stanovanja manjka televizor. Verjamemo, da je morilec odnesel televizor. Detektivi so takrat opravili zelo temeljito preiskavo, sledili večjim namigom, vendar osumljenca niso mogli popolnoma identificirati. Kot ste videli na posnetku nadzorne kamere, ni bilo znakov vloma v stanovanje Chaveza. Morda je to znak, da je poznala svojega morilca. Toda umor Chaveza je ostal nerešen. Spletna stran mesta Arlington je njen primer uvrstila med nerešene primere in objavili so ta profil v upanju, da bi kdo lahko posredoval namig, ki bi nekoč lahko pripeljal do aretacije. Policija pravi, da so po preiskavi kraja imeli en ključen dokaz. Pomembna sled, ki smo ga imeli, je bila kapljica sveže krvi, ki so jo našli na televizijski omarici v spalnici v stanovanju. Kriminalistični laboratorij je ugotovil, da vzorec krvi ni bil od žrtve in da je pripadal neidentificirani hispanski ženski. Detektivi so DNK profil naložili v CODIS, ki je nacionalna baza podatkov, ki se uporablja za primerjavo DNK profilov v kriminalističnih preiskavah. Ampak nikoli nismo dobili zadetka. Leta 2016, 4 leta po umoru Chaveza, ta vzorec krvi, vzet z televizijskega stojala v njenem stanovanju, je bil poslan podjetju za DNK testiranje z imenom Parabon Nanolabs. Podjetju je uspelo sestaviti profil, kako naj bi morilec izgledal.
In to je, kar so pripravili. Ženska, za katero verjamejo, da je v svojih 20-ih. Vzemimo si trenutek, da o tem spregovorimo. Dejstvo, da je tehnologija celo do te mere je bila razvita do te mere, da si lahko ustvaril takšno sliko, je naravnost neverjetno. Toda tudi s to sliko je primer Chaveza ostal nerešen, domnevno še naslednje desetletja. Tako so novembra 2024 naši detektivi za umore, naša enota, so se srečali z FBI in jih obvestili o neznanem DNK profilu, ki smo ga imeli. FBI smo vprašali, ali bi razmislili o uporabi preiskovalne genetske genealogije, da bi nam pomagali najti sled. Velikodušno so se strinjali. Leta 2024 je policija v Arlingtonu prosila FBI za pomoč pri obravnavi primera in testiranju vzorca krvi z uporabo genetske genealogije. Joseph Scott Morgan, profesor uporabne forenzike na Jacksonville State University, dolgoletni preiskovalec smrtnih primerov, se mi bo pridružil tukaj v trenutku, da bo govoril o tem, kako ta tehnologija deluje. V bistvu to pomeni, da lahko potencialnega osumljenca povežete z vzorcem DNK prek njihovega družinskega drevesa z uporabo javno dostopnih baz podatkov, kot je 23andMe. Zdaj, policija v tem primeru noče razkriti, kje so dobili namig, ki jih je pripeljal do Velasquez. Sčasoma organi pregona so se januarja letos osredotočili nanjo kot na možno osumljenko. Stara je 42 let in je mama, ki je na družbenih omrežjih delovala kot nepremičninska agentka na območju Dallasa in Fort Wortha. Policija pravi, da je poznala žrtev. Bili sta tesni prijateljici in Velasquez je dejansko živela blizu Chaveza že leta 2012. Bila je tesna prijateljica žrtve in je živela le nekaj milj stran od kraja zločina. Z novimi informacijami v rokah naš oddelek za umore začela nadaljnjo preiskavo gospe Velasquez. Maja, uspeli so pridobiti vzorec DNK iz zavrženih smeti in poslali smo ga v našo kriminalistično laboratorij za nadaljnjo analizo. Laboratorij je ugotovil, da se DNK ujema s kapljico krvi, najdeno na kraju zločina. Mayra je očitno zadnjih 14 let živela življenje, ki bi ga mnogi zavidali. Leta 2013 imamo slike, ki jo prikazujejo nosečo na plaži in zdaj se zdi, da ima najstniškega sina. Mayra je prav tako potovala po svetu. Njena družbena omrežja so kot potovalni blog s kraji od Evrope do Karibov. In težko je verjeti, ko gledaš te slike, da je ista oseba, ki ima zdaj policijsko fotografijo. Obtožena je kapitalnega umora v primeru, ki je naravnost hladnokrven. Domnevno je zabodla nekoga, ki ga je poznala in ki je bil po mnenju policije njen tesen prijatelj več kot 100-krat. A vendar je brezskrbno razkošno življenje za Velasquez morda zdaj zavedno končano. Po sodnih zapisih so jo policisti, ko so jo začeli obravnavati kot možno osumljenko, so jo začeli nadzorovati. In brez njenega vedenja so jo po poročanju televizije WFAA spremljali do restavracije, kjer je kosila s prijatelji. Policija pravi, da ko je bilo kosila konec, je odšla. in nato so vstopili policisti v civilu in pobrali 2 plastični vilici, ki ju je uporabila, in jih poslali na testiranje. Po poročanju WFAA so testirali tudi skodelico in krožnik. Zdaj policija pravi, da se je DNK z vilice ujemal z DNK profilom krvi, najdene pred 14 leti v spalnici na televizijski omarici Irisime Chavez. Kri, za katero je policija dolgo verjela, da pripada morilcu v tem primeru. Policija pravi, da so maja pridobili nalog za aretacijo Velasqueza in so jo prejšnji teden aretirali med prometnim nadzorom. Zdaj je obtožena kapitalnega umora. Trenutno, vendar je še vedno veliko vprašanj brez odgovorov. Ne poznamo domnevnega motiva za umor. Policija pravi, da imajo poleg vzorca krvi tudi Chavezov mobilni telefon, ki je zagotovil, kot pravijo, zelo dragocene informacije v tem primeru, ki so dale veliko konteksta o tem, kako je Chavez poznala svojega domnevnega morilca, Mayra Velasquez. Prav tako pravijo, da je bila Velasquez že prej v stanovanju. Ni jasno, ali je bila Velasquez leta 2012 sploh kdaj oseba, ki je zanimala preiskovalce, vendar pa so na današnji novinarski konferenci povedali. Policija pravi, da je po aretaciji govorila s preiskovalci, vendar ni jasno, kaj je povedala. Policija je tudi povedala, da trenutno ne iščejo nikogar drugega v povezavi s tem umorom. Gospa Velasquez je bila zaslišana. In v tem intervjuju smo izvedeli informacije, ki bodo koristne v tem postopku. Tega trenutno ne bom razkrila. Bili so prijatelji. In gospa Velasquez je bila že prej v stanovanju. Vendar smo uspeli od nje pridobiti nekaj informacij med intervjujem.
ki bodo pomagale pri njenem pregonu. Vodilno detektivko v tem primeru so vprašali, kaj pomeni, da je po 14 letih končno prišlo do aretacije po tem umoru in kakšen je bil občutek, ko je novico delila z družino, ki je tako dolgo čakala na pravico in odgovore. Počakaj trenutek. Povedati družini. Zato. In možnost, da to delim z družino. Je razlog, zakaj opravljamo to delo. Bili so zelo hvaležni. Bilo je čustveno. Ampak vsi, ki so bili v to vpleteni, ne glede na to, ali si detektiv, ne glede na to, ali si na FBI-jevi ekipi IGT, ne glede na to, ali si na kraju zločina in delaš na prizoriščih, vsak, ki sodeluje pri takem primeru, občuti tisto vzhičenost, ko je rešen. Občuti bolečino družine. In razlog, zakaj vsi damo toliko od sebe, je zaradi tega. Zdaj se nam pridružuje profesor uporabne forenzike na Jacksonville State University, dolgoletni preiskovalec smrti Joseph Scott Morgan, da bi govoril več o tem. Vedno je odlično, da ste tukaj. In genetska genealogija, veliko primerov vidimo, kjer se to uporablja za razrešitev nečesa, kar se je zdelo nerešljivo. In v tem primeru FBI pravi, da leta 2024 so začeli nekako sestavljati ta DNK profil. Vem, da sva o tem že govorila. Že zelo zgodaj v šoli sem ugotovil, da znanost ni moja pot. Torej, za tiste med nami, kot sem jaz, ki to gledajo, ali pa za tiste, ki morda zdaj gledajo, v preprostih besedah za nas, kako deluje ta genetska genealogija in kako je bila vključena v ta primer iz Teksasa. No, vse skupaj, mimogrede, hvala, da ste me spet povabili, Kris. Vse izhaja iz industrije, ki, veste, se je zdaj pojavila tam zunaj. In vsi želijo izvedeti, kakšno je njihovo poreklo. Ne? Veste, odkod izviramo? Torej, tudi če nimate, veste, poslali vzorec eni od teh podjetij, obstaja velika verjetnost, da je eden od vaših daljnih sorodnikov poslal vzorec. In zaradi te mreže, ki nastane z izdelavo DNK profila posameznika, ker je eden od ciljev teh podjetij tudi povezovanje ljudi. Ker če sestavljate ogromno družinsko drevo, veste, da bi pogledali, ali ste v sorodu s Karlom Velikim. Mislim, kralj, veste, za katerega pravijo, da smo mnogi izmed nas njegovi potomci, ker je to eksponentno, veste, ko pomislite na to. Ampak če to prenesete na svojo družino, lahko dejansko vidite, s katerim oddaljenim bratrancem ste morda v sorodu. In rad uporabljam to majhno besedno sliko. In to je tako, kot ko je ta DNK predložena in jo predložite v okviru kazenske preiskave. Tam zunaj imate oddaljenega bratranca, ki s prstom kaže nazaj na vas kot na nekoga, ki bi ga lahko dodali na seznam. In Krištof, te številke so tako astronomske. So osupljive, ko pomisliš na to, veš, ker v starih časih vse, kar smo imeli, je bilo določene krvnih skupin. V redu, veš, skupine A, B, O. In veš, najbolj redka krvna skupina je recimo krvna skupina AB negativna. In to se zgodi ne bom bil kritiziran zaradi tega, ampak je kot ena od približno 170 ljudi ima krvno skupino AB negativno. In zdaj govorite o kvintilionih in oktilionih in vseh teh vrstah številskih vrednosti. Tako imate lahko nekoga, ki je že v bazi podatkov. Niso obtoženi ničesar. V redu, so samo v eni od teh komercialnih baz podatkov. In potem imate neznan vzorec, ki je najden na prizorišču zločinov. V redu? Ja. Ko pride do bistva, če so to našli, bodo to vnesli v tiste baze podatkov, do katerih imajo dostop. In spet se vrnem k tej besedni sliki, kjer te bratranec kaže s prstom. Neverjetno je pomisliti na to. Mislim, leta 2012 so rekli, da imajo to kapljico krvi, za katero so verjeli, da je prišla od morilca. Vnesli so jo v Codis, FBI-jevo bazo podatkov, a ni bilo zadetkov. In si misliš, 14 let čakaš na odgovore.
Potem pa se razvije ta tehnologija. Leto 2024. FBI prevzame primer. In danes smo tukaj in pravijo, da verjamejo, da so domnevno ujeli morilca. Želim se vrniti k temu, kar vemo o tem, kaj se je zgodilo januarja 2012. Joseph, ker je Mayra Velasquez obtožena, da je žrtev zabodla več kot 100-krat. In ko to prebereš, samo pomisliš, če bi štel, kot da potrkaš po mizi 100-krat, kako? Dolgo to traja. Odlična besedna samo slika, veš, ja. koliko časa bi ti vzelo, da potrkaš 100-krat. Ampak to je veliko več, bolj grozljivo kot to. Kot nekdo, ki je, sem prepričan, preiskoval, veste, veliko smrti zaradi zabodov. Povejte nam, kaj vam to pove o tem morilcu? Če je to domnevno storila, potem je tolikokrat zabodla to žrtev. Ja, no, o tem moraš razmisliti. Veš, no, ni treba dokazovati motiva. No, pravim, saj nisem v njihovi ekipi. On je tožilec, mu ni treba dokazovati motiva. Ampak vi morate razmišljati o motivaciji, ne? In ena od stvari, o kateri boste začeli razmišljati v vedenjskih znanostih, je, da bodo začeli govoriti o stvareh, kot je pretirano nasilje. No, dokaze za to vidimo v medicinsko-pravni stroki po količini poškodb. Zdaj ne govorimo o nekom, ki je povozil avto in ima lahko obsežne poškodbe. Pravi, imate glede udarjanja po mizi, ker vsakič, ko se to orožje uporabi na posamezniku, to je vsakokrat posamezen udarec. Nekateri bodo globli kot drugi, nekateri bodo površinski, ker ne boste imeli 100 ran na enem samem mestu. Verjetneje je, da bodo razporejene po celem telesu. In verjemite mi, oseba, ki je zabodena, če se tega zavedajo, si ne želijo biti zabodeni. Kaj torej naredijo? Se uprejo in poskušajo se braniti. Tako lahko ta oseba, ki je žrtev, dvigne roko. Lahko pride do poškodb, ki izgledajo kot obrambne, in to je povsem naravna reakcija. Ljudje poskušajo blokirati in odbiti udarec, kot pravijo pri sabljanju, poskušate blokirati na tak način, zato bodo dobili poškodbe tukaj. Lahko pa so tudi bolj osredotočeni na prsni koš ali hrbet, odvisno od položaja posameznika. Lahko se prevalijo stran. Lahko so ob straneh. In tukaj je še ena stvar, ki jo opazimo pri pretiranem nasilju. Velikokrat pride do iznakaženosti, v redu, ker bojo napadli obraz. V redu. Zato se velikokrat, ko imate te divje, pretirane napade, pogosto je izhodiščna domneva, da je bil storilec z žrtvijo v tesnem odnosu. Ne mislim nujno v spolnem smislu, ampak obstaja neka povezava, ker mora biti prisotna osnova za to, da ljubosumje ali jeza poganjata to stvar. Veste, koga ste tako razjezili, da bi to naredil 100-krat? In to je številka, ki so jo dali ven, 100-krat. In sploh ne vemo, je to približek ali so dejansko prešteli 100 različnih poškodb. Kakorkoli pogledate, je obsežno. In zato, kogarkoli iščete, morate misliti, da mora biti nekdo iz njihovega ožjega kroga. Poznali bi to osebo. Veste, razen če ni nekdo psihotičen in napade posameznika ter ga zabode 100-krat, večino časa boste iskali nekoga, ki je dovolj jezen, da bi zagrešil tako grozljiv dogodek. Ja, in veste, trenutno še ni uradnega motiva. Vemo po navedbah policije, da sta bila tesna prijatelja. Obstaja posnetek nadzorne kamere, na katerem naj bi bila po njihovem mnenju Mayra Velasquez, ki vstopa v stanovanje tisto noč brez znakov vloma. Torej so vedeli, da je šlo za nekoga, ki ga je poznala, pravijo policisti. Tu je še ta kapljica krvi, ki se je zdela, veste, če tiste kapljice ne bi pustili za sabo, ne vem, če bi do te aretacije sploh prišlo. Seveda, kaj ne? Ampak hkrati pa razmišljam, če sem jaz odvetnik obrambe, bi lahko rekel, da sta bila prijatelja. Bila je ves čas v hiši, recimo, da je bila tam in si je porezala roko ob televizorju. Kot, kaj lahko ta kri sploh pomeni? Saj se je zdelo, da je bila policija zelo prepričana v delo, opravljeno leta 2012 na kraju zločina, s katerim so bili zadovoljni. Veš, kako so ravnali s to krvjo? Kako je bila? Zaprta, ampak. Ja. Kako bi tožilci lahko trdili, da ni le njena kri, kar DNK tudi dokazuje, ampak da je to kri, ki je bila tam prepuščena med izvajanjem tako groznega zločina? Ja, in velikokrat imaš storilce kriz, ki ko uporabljajo nož, in večina ljudi o tem sploh ne razmišlja. Samo, veš, čudni znanstveniki, kot sem jaz, razmišljamo o takih stvareh, ker moramo preučiti dinamiko tega. Ne? Kri postane zelo, zelo spolzka. In verjemite mi, s 100 posameznimi poškodbami telesa, oseba, ki je to storila, storilec, bi imel kri na sebi, zagotovo na rokah.
Samoumevno je, da bi bil krvav tudi nož. Kaj pa se zgodi potem? No, nož in površine, ko ga držiš, ni pomembno, kakšen oprijem imaš. Po 100 ubodih in posebej zaradi sile utrujenosti, ki nastopi, ker bi zagotovo nastopila utrujenost. Samo pomislite, kako bi bilo narediti 100 dvigov, prav? In te ženejo na tak način, veš, popolnoma iz sebe si. Postane spolcko. In kar boš ugotovil, še posebej, če nimaš ščitnika za roko, veš, pomisli na K-bar, veš, v Idahu, ne, da je imel ročno zaščito ali pa prečko čez, ne. In tu preprečuje, bimoral, preprečiti, da bi kdo zdrsnil po rezilu. Ampak če uporabljate nekaj takega, kot je mesarski nož, ki ga imate v kuhinjski omarici, ki nima ščitnika za roko, tako vam lahko roka dejansko zdrsne po rezilu, lahko vas ureže. Tudi na tistem malem robu vas lahko ureže. In tista majhna kapljica krvi, ki jo morda najdete, ne morete preprosto domnevati, da je vsa kri tam povezana z žrtvijo. Popravili so izjemno delo s tem primerom, ker iz vse krvi, kot sem že prej povedal, katere bi bilo ogromno, našli so tisto eno kapljico. In iz tiste ene kapljice, verjamem, glede na to, kar smo slišali, so opravili fenotipizacijo na tisti kapljici krvi, kar je ustvarilo nekakšen profil. To ni isto kot genetska genealogija, ampak mislim, da so osebo identificirali kot žensko in kot latinoameričanko, hispanko. Mislim, in to so stvari, ki jih lahko narediš s profilom, ki opisuje recimo rasno pripadnost. Kris lahko celo določijo barvo las, ten kože, višino. Obstajajo te predvidljive stvari, ki jih iščeš, in presenečen bi bil, kako blizu lahko pride. In nisi rekel, da je obstajala neka upodobitev, da je bila narejena. To je bilo bistvo. Ker je ta upodobitev, kjer je bilo leto 2016, vzamejo to kapljico krvi in na tej podlagi lahko sestavijo upodobitev. Kaj menijo, da bi lahko bil videz morilca ali komu pripada kri. In potem pogledaš sliko Mayre Velázquez in je zadetek v polno. In to je ena tistih stvari, kar mislim, da bomo pri veliko naših primerih to pokrili. In zdaj z umetno inteligenco, veš, lahko prikažejo, kako bi morda pogrešani otrok izgledal danes pri 25 ali 35 letih, ali kakršnakoli že je starost. In tokrat pogledaš to in si rečeš, super je, da imamo to tehnologijo, ampak kako natančna je? Natančna je? Zelo drugačno. Veš, s kakšno situacijo imamo opravka. Kaplja krvi. In reči, oseba zgleda tako, in potem naj bi bilo, mislim, starost. Veš, obraz, barva las, neverjetno je videti primerjavo, kako se je vse skupaj išlo. Ja, neverjetno je, kako daleč smo prišli na tem področju. Ljudje govorijo o forenzični genetski genealogiji in to me res fascinira, saj ima izjemno uporabnost. Ampak se spomnim starih časov, ko smo delali modele iz gline, imaš osumljencev ali žrtev in podobno. In poskušaš se poglobiti v to in nekako pogledaš. In vem, da vsi tam zunaj nekako mislijo, da je tako človek s fenotipiziranjem. Sveta pomagalka. Neverjetne so nekatere od teh upodobitev, teh slik, ki sem jih videl. In to so imeli že dolgo nazaj. Leta 2016, ko so objavili to sliko osumljenca. In potem narediš korak naprej in nekako po njihovih merilih to oni pravijo, to nismo mi reter, ker pravijo, veš, še ni šlo na sojenje. Po njihovih merilih menijo, da imajo, veš, da so se osredotočili na osumljenca tukaj. Ja, in mislim, da za konec, ker imamo toliko takih primerov, je zgodba o Leslie Prayer, ženski, ki je bila ubita v okrožju Montgomery v Marylandu, na katero pogosto pomislim, ker je bil to nerešen umor izvita leta 2001, ki je bil rešen, mislim, leta 2024. Zelo podoben temu primeru in ljudje si lahko ogledajo naše prejšnje epizode o tem primeru. In potem imate to zgodbo, kjer veste, greste v Arlington, Texas, veste, na spletno stran in imajo oddelek za nerazrešene primere. In zgodba Irisi Mahavez, njena zgodba je ena od številnih nerešenih umorov iz preteklih let. In teh nerazrešenih primerov je toliko, da ljudje nikoli ne bodo izvedeli zanje, ki so tam zunaj. In vendar imamo zdaj to orodje, ki se zdi, da res dobro deluje. In veda že, in je nekaj, kar se zdi nemogoče. Nemogoč primer in ga na to razreši, kot vidimo. Je to stvar virov, kaj vse je potrebno za ukrepanje? Ker vem, da ni dovolj le tleskniti s prsti, da prideš do točke, ko najdeš osumljenca, ampak zakaj se tega ne uporablja pogosteje? Zakaj je to nekaj, kjer mora FBI nekako biti? Morajo izbirati, kateri primeri so primerni za to vrstno tehnologijo. Mislim, da se najprej začne kriz z ustreznostjo vzorca, ki ga imajo. Veš, koliko vzorca sploh imajo? To so destruktivni testi. Ali imajo sploh kaj, na čemer bi lahko delali?
In če se za trenutek vrnem k temu, kar si omenjal, recimo, da je ogromno primerov in o teh primerih pogosto govorim v svojem podcastu, ker mi je to res pri srcu. Resnično mi je mar za umrle. Za tiste, ki nimajo glasu. V redu. Torej imamo tam zunaj veliko neidentificiranih trupel. V redu. Ja. In moj trdim, da če lahko ugotovite, kdo je nekdo in če je morda končal življenje zaradi grozovitega nasilja, je to prvi korak v uspešni preiskavi. Veste, si lahko predstavljate, kako je, in bil sem del takih primerov, še posebej pred leti, ko si delal na primeru in si imel žrtev umora. Ne veš, kdo je. No, če veš, kdo je, začneš raziskovati te manjše kroge ljudi, veš, s katerimi so povezani, veš, v kakšnih krogih se gibljejo, kot pravijo tista družina, družbena razmerja in vse te stvari. No, kar deluje tudi pri potencialnih storilcih, ki razmišljajo o tem, kakšna je bila povezava med tema dvema posameznikoma. In to je nekaj, kar bodo raziskovali v tem primeru, ko bodo napredovali, da bi poskušali razumeti odnos med osebo, ki jo je tožilec navedel kot osumljenko in žrtvijo. Kdo je ostal s 100 bodnimi ranami? Veš, kaj je bilo v ozadju vsega tega, da bi razumeli to dinamiko? Ja, in detektivka je bila na današnji novinarski konferenci čustvena, ko so jo vprašali, kakšen je bil trenutek, ko je obvestila družino Irisima Chavez, da so aretirali osumljenca. In samo pomislite, kako je moralo biti po vseh teh letih čakanja, potem ko so vedeli, da je bila ljubljena oseba žrtev nečesa tako grozljivega, kot je bila ona. Bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Bomo videli, ali bo obramba ponudila kakšno možno razlago za vse to. Seveda je Mayra Velázquez nedolžna, dokler ji ne dokažejo krivde, in ta primer bomo še naprej podrobno spremljali. Joseph Scott Morgan, lahko poslušate njegov podcast Body Bags, ki je eden najboljših. Profesor uporabne forenzike na Jacksonville State University. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Seveda, Chris, hvala vam. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju, prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Jaz sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.